naša tako imenovana bohotna socialna država ne znižuje motivacije za delo. Mi v Sloveniji imamo večino ljudi, ki najdejo motivacijo za delo in grejo delati, čeprav so socialni transferi po mnenju nekaterih previsoki, po mojem mnenju zagotovo ne. In drugo, zakaj so take ideje škodljive, je, da tisti, ki so zaposleni in imajo nek drug dohodek, recimo iz dela, so zelo blizu cenzusa. To so družine, ki dobijo, ne vem, 100 evrov, 200 evrov, 50 evrov socialne pomoči zraven tega, ko delajo. In ko bomo znižali socialno pomoč oziroma ta minimalni dohodek, ki ga imamo zapisanega v zakonu, prvi, ki bojo nastradali, bodo revni zaposleni. Oni bojo prvi, ki bojo padli ven iz sistema. In to smo zelo dobro pozdravili takrat, ko smo imeli debate glede dodatka za delovno aktivnost, kjer so bili pač podani tudi izračuni, koliko družin bo izgubilo socialno pomoč, in to so bile družine, ki delajo. Torej, in tudi tukaj za javnost je treba jasno povedati. Ni res, da samo brezposelne osebe dobivajo denarno socialno pomoč. Denarno socialno pomoč dobivajo revne družine, ki nimajo dohodka do nivoja minimalnega dohodka. To pomeni, da vsak, ki dela in se sooča z revščino, je tudi on lahko zaprosil za denarno socialno pomoč.